Andragoški center Slovenije praznuje zadnjih nekaj let pomembne obletnice. Vse te so povezane z mojim delovanjem. Predvsem sem bil tisti, ki sem eden prvih, mogoče še celo prvi, ki sem predlagal ustanovitev razvojnega centra, kakršen je potem nastal Andragoški center, ki bi skrbel za razvijanje in razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji. No, med temi obletnicami so mi dodelili laskav naziv Oče tedna vseživljenjskega učenja. Naj pojasnim, kako je to nastalo in s čim je povezano. Leta 1995 sem dobil ugodno priložnost, da sem obiskal Anglijo in ostal tam nekaj dni. V tem programu je bil predviden ogled nekaterih zanimivih dejavnosti s področja izobraževanja odraslih, pa tudi to, kar so imenovali tam Adults Learners Week, se pravi teden učenja odraslih. V tem času, ko sem bil v Angliji, sem obiskal nekaj krajev, London, Birmingham, Glasgow, kjer sem si ogledal njihove možnosti izobraževanja odraslih. Posebej so me zanimale seveda možnosti organiziranja in izvajanja izobraževanja odraslih, pa tudi teden, ki so ga tam imenovali Adults Learners Week. To se pravi, če to prevedem, teden učenja odraslih. Med zanimivostmi, ki sem jih tam videl, so bile prireditve, ki so namenjene priznanju oziroma nagrajevanju učenja odraslih, ki so s tem učenjem in izobraževanjem pomembno pripomogli k svojemu nadaljnjemu razvoju, tako osebnemu kot tudi poklicnemu. Na teh prireditvah sem spoznal tudi, da so podeljevali nagrade za učenje tistim, ki so bili najbolj zaslužni, da so z učenjem ali izobraževanjem izboljšali svojo kariero ali svojo poklicno pot. Priznanja so dobili bodisi uspešni posamezniki, bodisi organizacije, ki so jim pomagale pri tem učenju in izobraževanju. Ko sem se vrnil v Slovenijo, sem te izkušnje, ki sem jih pridobil v Angliji, prenesel v dejavnost Andragoškega centra Slovenije, s tem, da sem predlagal, da tudi v Sloveniji organiziramo tak teden. Moram pa povedati, da smo pri nas ta teden organizirali drugače kot v Angliji. Medtem ko je bil tam to teden učenja odraslih, smo mi teden poimenovali teden vseživljenjskega učenja. Seveda s to razliko pri nas nismo zajemali samo odrasle, ampak smo prireditev namenili tudi otrokom in mladini, kajti vseživljenjsko učenje pomeni, da se učimo od rojstva do smrti. V Angliji sem izvedel, da so tak teden, kot so ga organizirali tedaj v Angliji, organizirali tudi v nekaterih drugih državah. Navajali so Nizozemsko in mogoče tudi Nemčijo, ne spomnim se več dobro. Tako da to je bil začetek dejavnosti, ki se je začela razvijati v različnih državah. Ko sem bil v Angliji, sem tam obiskoval te prireditve s kolegom iz Madžarske in potem, ko sva se slišala, ko sva prišla nazaj, sva si izmenjala podatke, kako smo s tem projektom uspeli, bodisi na Madžarskem ali pri nas. Na Madžarskem jim tedna učenja odraslih ni uspelo organizirati, medtem ko je pri nas uspel, in sicer s to razliko, da smo ga imenovali teden vseživljenjskega učenja. Uspeh tega projekta pri nas je treba pripisati temu, da smo v Sloveniji takrat že imeli Andragoški center Slovenije. Andragoški center Slovenije je bil ustanova, ki je skrbela za razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih. Razlika je seveda pomembna. Če rečemo, da je to teden vseživljenjskega učenja, potem zajemamo celotno populacijo od rojstva do smrti.
medtem ko so v Angliji pozornost namenili samo odraslim. Za nas je bila ta razlika pomembna, ker je to imelo vpliv na razvijanje vseživljenjskosti učenja pri nas. Moram opozoriti, da ljudje pri nas pogosto zamenjujejo vseživljenjsko učenje z izobraževanjem odraslih, kar seveda ni pravilno. Vseživljenjsko učenje je, kot sem že rekel, učenje od rojstva do smrti, izobraževanje odraslih pa se začne tedaj, ko nekdo konča neko redno izobraževanje ali šolanje in se potem kasneje vključuje v učenje ali izobraževanje. Ko govorim o tem, da ljudje ne razlikujejo vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih, moram povedati, da tega razlikovanja tudi ne čutimo pri tistih, ki so odgovorni za razvoj vzgoje in izobraževanja. Posledica tega je, da tisti, ki se ukvarjajo z otroki in mladino, ne čutijo potrebe, da bi razmišljali o vseživljenjskem učenju, o tem, kaj bo sledilo potem, ko bodo ti otroci in mladina končali šolanje. Oni skrbijo samo za to, da ti otroci dobijo dovolj informacij in podatkov, in to je tisto, kar je slabost naše šole. Vse je usmerjeno v pridobivanje informacij in znanja. Ni pa, če bi bolj razmišljali o vseživljenjskem učenju, potem bi morali bolj razmišljati o tem, kako motivirati te otroke za nadaljnje učenje, za tisto učenje, ki bo sledilo temu, ko končajo šolanje. Moram žal povedati, da tega pedagogov, ki se ukvarjajo z otroki in mladino, sploh ne zanima, da ta vidik vseživljenjskosti učenja zanemarjajo. Če bi jih to zanimalo, potem bi svoje delo v šoli, v vzgoji in izobraževanju otrok in mladine organizirali drugače. Več pozornosti bi namenili spodbujanju pripravljenosti za učenje, strategij učenja, pripravljenosti za nadaljnje učenje oziroma za vseživljenjsko učenje. Zato moram kritično ugotoviti, da v šolah ali v izobraževanju otrok in mladine namenjajo vso pozornost samo pridobivanju informacij in znanja, ne pa temu, kaj bo sledilo, ko bodo končali svoje izobraževanje. Učitelji in pedagogi v šolah, tisti, ki se ukvarjajo z otroki in mladino, bi se morali zavedati, da je vlaganje v pripravljenost v nadaljnje izobraževanje pomemben temelj nadaljnjega izobraževanja ali učenja, ki ga potem opravljajo kot odrasli. Žal se, kot sem že povedal, tudi tisti, ki so odgovorni za politiko vzgoje in izobraževanja, ne zavedajo te slabosti naše šole. Naša šola je v tem pomanjkljiva, seveda, ker v njej ni dovolj razmišljanja ali prizadevanja za razvijanje pripravljenosti za vseživljenjsko učenje. Iz tega, kar sem zdaj povedal, izhaja, da je teden vseživljenjskega učenja nekakšna spodbuda za razvijanje vseživljenjskosti učenja. In tudi opozorilo politikom in odločevalcem, da je v naši šoli treba marsikaj spremeniti. Sam sem glede tega vodstvu Andragoškega centra predlagal projekt, s katerim bi ugotavljali, kako bi v začetnem izobraževanju, kot imenujemo šolanje otrok in mladine, lahko spodbujali in razvijali veselje in pripravljenost za vseživljenjsko učenje. Če bi naša šola usmerjala svojo pozornost v to, bi s tem omogočala nek naraven prehod v nadaljnje izobraževanje ali izobraževanje odraslih oziroma uresničevanje strategije vseživljenjskosti učenja. Moram izrabiti to priložnost, ko to govorim, da spodbudim sedanjega ministra za vzgojo in izobraževanje, da začne razmišljati o tem, kar sem zdaj povedal. Se pravi o tem,
kako v začetnem izobraževanju spodbuditi pripravljenost in motiviranost za vseživljenjsko učenje. Moram pa omeniti, da v Sloveniji sicer namenjamo vseživljenjskemu učenju kar neko veliko pozornost, in sicer v naših strateških dokumentih. Dva taka dokumenta, kjer je napisano, da je vseživljenjsko učenje podlaga našemu razvoju, sta strategija dolgožive družbe in strategija razvoja Slovenije do leta 2030. Pomembnost vseživljenjskega učenja smo sicer zapisali tudi v strategiji izobraževanja odraslih, ki jo je ministrstvo sprejelo že leta 2007. V tem dokumentu smo zapisali, da mora vseživljenjsko učenje postati vodilno načelo vsega izobraževanja in učenja in temeljna družbeno-razvojna strategija. Da preidem na sedanji čas, projekt Teden vseživljenjskega učenja je v Sloveniji prerasel v praznik. V njem vsako leto sodeluje 2000 in več prirediteljev. Zgodi se 8000 izobraževalnih dogodkov v različnih krajih, v številnih in različnih krajih Slovenije. Prerašča na nek način v kulturo učenja v Sloveniji. V tem Slovenijo posnemajo že mnoge druge države. Ob tej priložnosti moram povedati, da je Andragoški center pridobil pomemben evropski projekt, ki se imenuje Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje. Z njim je dobil finančno podporo okrog 6 milijonov. Na podlagi tega se je v Sloveniji organiziralo 12 območnih enot, kjer so določili vodilne osebe, ki vodijo te projekte. To se pravi, nastala je tudi vseslovenska medijska kampanja, ki jo poimenujejo Lahko si. V Sloveniji je več kot 3000 ponudnikov izobraževanja, kar je velika številka in pomeni, da je praksa izobraževanja odraslih v Sloveniji kar dobro razvita. Moram izrabiti to priložnost, da opozorim ministra, doktorja Vinka Logaja, da mora več pozornosti nameniti organiziranju ministrstva za področje izobraževanja odraslih ali vseživljenjskega učenja. Od njega pričakujemo, da bo poleg šolskih direktoratov, ki zdaj ima direktorat za osnovno šolo in predšolsko vzgojo, za srednjo šolo, za višjo šolo, organiziral tudi direktorat za izobraževanje odraslih. To področje je tako veliko in tako pomembno, zlasti z zornega kota razvoja vseživljenjskosti učenja, da bi mu moral nameniti to pozornost. No, moram reči, da k sreči Andragoški center namenja vseživljenjskosti učenja kar veliko pozornost. Tu moram zlasti omeniti direktorico dr. Natašo Potočnik, potem voditeljico projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje magistro Urško Bitner Pipan, vodjo projekta Teden vseživljenjskega učenja magistro Zvonko Pangec Pahernik, ki je nosilka že vsa leta projektov Teden vseživljenjskega učenja, pa tudi Darjanu Novaku, ki skrbi za promocijo in za tehnično podporo vsem tem projektom. Ocenjujem, da je projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje res velik dosežek Andragoškega centra Slovenije. Sicer pa, ko imam to priložnost, naj še navedem, da ima Andragoški center Slovenije kar nekaj organizacijskih enot, ki vse pomagajo razvijati vseživljenjsko učenje. Jih bom kar konkretno navedel. Središče za raziskave in razvoj, ki ga vodi dr. Tanja Rupnik Vec. Središče za svetovanje in vrednotenje, ki ga vodi magistra Tanja Vilič Klenovšek.
Središče za kakovost in izobraževanje, ki ga vodi dr. Tanja Možina, in pa Središče za obveščanje in ozaveščanje, ki ga vodi magistra Zvonka Pangerc-Pahernik. Na koncu naj povem, da sem ponosen, da se je Andragoški center, ki je začel delovati leta 1992, tako razvil, kot sem ga opisal v tem pogovoru.